Ja, jaz se spomnim, da smo pri nas doma reklamne letake zbirali že od nekdaj. Točen, odkar je odprt tale trgovski center tamle dol, ko je bila včasih njiva, pa pol unga pri Pum, ki so odprli, pa tam dol, ki so trije, pri Bratonclovem mostu, tisti, ki je bil, pa na Štempetov grad. Čeprav se med Slovenci običaj domačil šele na koncu prejšnjega tisočletja, je jutranja tradicija pobiranja reklamnih letakov iz nabiralnika in iskanje dobrih kupčij ena tistih tradicij, ki kar najbolje povzame tisto, kar je bistvo slovenstva. Varčnost, načitanost in začasna zvestoba tistemu, ki nam v nekem trenutku ponudi največ. To so vsi v družini počeli. Mama, oče, moj brat. Dobro, priznam, smo imeli enega bratranca, ki je bil mal takole. Pa je imel gor na kaselcu tisto nalepko brez reklam. Saj pravim, posebnež, ampak kaj češ? Listanje reklamnih letakov pa ni samo lep slovenski običaj, je več kot to. Je skupnost, je druženje. Je pa tudi izziv, tisto, kar v nas budi nekaj prvinskega, željo po lovu, po odkrivanju. Je vez, ki skupaj drži generacije kupcev in ta vez je zdaj v nevarnosti. Lejte, včeraj je moja vnukinja prišla do mene, ne, pa sem bila tako vesela. Sem rekla, hiter let v Mercator, danes imajo maslo, pa ta bil cukor tako pocen. Pa prav, ja babi, jaz to že vse vem. Ja, kako veš, ne? Pa prav na interneti. Ja, internet! Ja, vsega na kakem interneti, ne? Pa mi pa pokaže to stran, ne, ta fina super hrana. A kakšna super hrana, lepo vas prosim? Kaj je to, kar neki? Kdo pa to kupuje? Hruške pa neki. Kdo pa danes še plačuje polna cena? 2 plus 1, 30% popusta na celoten nakup, pike, gnar, plačaš 3, dobiš 2, upokojenski četrtek. No, stane, no, ne se zdaj tle razburjati. No, pač morate razumeti, a ne, mal boli, a ne. Včasih smo takole preživljali jutra, a ne. Smo vzeli letake, pa smo pa primerjali, pa smo računali, pa smo se števali, ne. Pa smo se pa še 4 ure okoli po trgovinah vozili, pa smo res ta najbolj ugodne stvari kupili, ne. In kaj zdaj? Koga? A ne na internet pogledam, pa v eni minuti bo takole konc, ali kaj? Ja, pa ne pa delam pol s svojim časom? Kaj? A ne čakam, da me vnuki pokličejo? Ko so bili letaki, si imel vsaj razlog, da si šel vse štacune, pa si koga srečal, pa smo se pogovarjali. Kaj naj pa zdaj? Cel dan sedim tukaj z isto žensko že 60 let. Ni čuda, da začnejo ljudje pit. Ti, s katero pa ti sediš? Bo torej spletna stran Naša super hrana izrinila tradicijo, podobno kot so spletne banke izrinile tradicijo stanja v vrsti na poštnem okencu? Ali bo slovensko katalogarstvo preživelo in postalo del slovenske folklore, kot je to uspelo tradicionalnemu opoldanskemu poslušanju smrtnic? Čas bo pokazal svoje. A ti se že cepil četrtič? Ne, Zakaj pa ne? ker sem se subscribal.